Dr. Predrag Novaković je naš današnji gost. Je profesor, predavatelj na oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava metodologijo, teorijo, prostorsko arheologijo. Je urednik strokovnih revij, je predsednik Slovenskega arheološkega društva in organizator prvega ustanovnega kongresa Evropske zveze arheologov v Ljubljani. Redno objavlja v slovenskih in tujih strokovnih revijah, skrbi tudi za študente, saj izvaja tudi praktično delo na terenu s študenti in študentkami v laboratoriju in jim pokaže seveda, kako dokumentirati in shranjevati arheološke najdbe. In moje prvo vprašanje, seveda, še nikoli nismo imeli tukaj v gosteh arheologa, kaj je arheologija? Kakšna veda je to? Ja, ljudje najprej pomislijo seveda na to, da je to veda o preteklosti. In seveda marsikomu, ki se ne razume toliko v te stvari, se mu zdi, da je to nekaj podobnega zgodovini, samo da je mogoče malce bolj pahnjeno še dlje v preteklost. Ni tako. S preteklostjo se ukvarja veliko različnih ved. In vsaka veda si kreira neke vrste svoj univerzum podatkov, perspektiv, kako gleda na preteklost, in tako tudi arheologija precej drugače od zgodovine. Tako kot literarna zgodovina, kar je vaša veda. Ja, imamo drug korpus, s čimer... Ne samo korpus, gledate druge vidike človekovega bivanja in ustvarjanja. Ja. Kateri pa so ti vidiki, ki jih vi gledate? Tisto, kar nas najbolj določa, je seveda materialnost. Materialni ostanki oziroma različne kombinacije materialnih ostankov človekovega bivanja in ustvarjanja so glavni vir arheološkega raziskovanja. Materialnost priča o povsem drugih stvarih, kot recimo pisani viri. In pravzaprav tukaj ne gre, da bi rekli, da so eni viri bolj natančni, eni manj, enostavno govorijo različne zgodbe. Vi imate materialne dokaze, pisani viri, s katerimi se zlasti zgodovina ukvarja, so pa pogosto viri ne o sleherniku, ampak o nekaterih pomembnejših. Pri vas pa to ni pomembno. Pri nas ustvarjajo arheološke vire vsi. Revni, bogati, moški, ženske, otroci, odrasli. In pravzaprav ta univerzum je veliko večji, širši. Veliko več je možnih poti interpretacije. Veliko je različnih pojavnih oblik. Materialni vir je tudi dejstvo, da če človek posekal gozd in ustvaril polje, je spremenil ekologijo. Naenkrat se pojavijo poljski škodljivci, ni več gozdnih živali, gozdnih rastlin, se pravi, tudi to je materialni ostanek. Mi temu rečemo ekofakti takrat. Zdaj ste že posegli v našo besedo, torej živali. Živali so seveda zelo pomemben del ali pa živalski ostanki arheološke vede. Prebrala sem tudi, da obstaja celo zooarheologija, ki se ukvarja zgolj z arheološkimi najdbami, ki so vezane na živali. Ali pri nas tudi to ločujemo? Ja, imamo, to so pač specializacije. Predvsem gre pri zooarheologiji, da gre za to, da se tudi v interpretaciji potem seveda pride do arheološkega sklepa. Zooarheologi oziroma specialisti za živalske ostanke se seveda tudi med seboj kar precej razlikujejo. Eni so bolj specializirani za ene vrste živali, eni za druge. Med vretenčarji in seveda drugimi vrstami živali, ki so ravno tako prisotne v človeškem okolju, kot so na primer živalske mikrooblike, je ogromna razlika. Ampak vse nam govorijo na svoj specifičen način o celi vrsti človeških dejavnosti. Najprej pomislimo seveda na ekonomsko pomembnost takšnih živali, ampak to je samo eden od vidikov. Živali nastopajo v religioznih predstavah, v družbenih fenomenih. Skratka, če pomislimo, kje danes nastopajo živali v naši kulturi, nismo daleč od tega, da vemo, kako so nekoč. Ja, ni nič kaj manj. Pojavnost živali je stalna spremljevalka arheoloških najdb. Stalna. V bistvu vse živali na svoj način tudi definirajo človeškost. Zagotovo. S kulturo, v katero človek vključi živali in ki določa odnos do živali, se seveda nam pokažejo recimo materialni odtisi takšnih praks in nam povedo o kulturi. Ja, mi kot laiki, ne arheologi, seveda si predstavljamo arheologe prvič tiste, ki kopljejo v
ki kopljejo rimske zapuščine, potem tisti, ki so v Egiptu in tam, kjer so bili Vikingi in Kelti, tam se mi zdi, da je ogromno tega. Spet drugi imajo neke predstave, da je majovska kultura bila glavna, kjer najdemo najlepše arheološke najdbe. Koliko je res to mit in koliko je resnica? Ali so to res področja? Podobo, kot jo kaže Netflix, recimo. To je Netflixova podoba, tako. Ne, precej daleč od resnice je. Če pogledamo arheološko prakso danes, je arheologija po številčnosti, po količini dela, ki ga opravi, veda oziroma stroka, ki je izjemno globoko vključena v prostorsko načrtovanje. Samo za primer vam povem, da v Sloveniji je približno tam nekje okrog 600 arheoloških raziskav letno različnih velikosti in od tega jih je verjetno 95% namenjenih reševanju dediščine, arheološke dediščine, ki je pač ogrožena zaradi razvoja, gradenj, spreminjanja prostora. V Ljubljani smo pogosto priča temu, ko se karkoli prekopava, se tudi verjetno pogosto veliko najde. To je pač neke vrste svetovni standard, definiran z različnimi listinami, mednarodnimi, kjer se v glavnem arheološko izkopava tam v situacijah, kjer je dediščina ogrožena, zaradi pač razvoja. In temu ustrezno so to oblikovane zakonodaje, ki zahtevajo, da se pred gradnjo dediščina na nek način reši, oziroma reši v smislu, da se jo izkoplje, dokumentira, prenese najdbe v muzeje, izdela različne vrste poročil, publikacij in podobno. Ali lahko pri arheologiji govorimo o nacionalnih arheologijah, da obstaja neka britanska arheologija, da je neka vikinška recimo arheologija? Govorimo lahko o različnih arheologijah, ampak recimo, če greva pogledati to nacionalno komponento, Se mi zdi, da je to vedno povezana, ta arheologija in nacionalnost. Tradicionalno pač je arheologija se razvijala znotraj nekih držav, vsaka je imela določene specifične pogoje, vsaka je imela malce drugačno zakonodajo, pa seveda drugačne arheološke ostanke. In ti arheološki ostanki so seveda pripomogli k... Arheologijo se je seveda videlo kot vedo, ki lahko prispeva k nacionalnemu. Hecno je, recimo, pred leti sva z enim kolegom iz Švedske pregledala približno 60-70 potnih listov, takrat aktualnih, na tam kakih 15 potnih listih so bili arheološki simboli. Slovenski potni listi, vključno z njim. Na tem tisku. Različni motivi so bili. Se pravi, državni režimi so se pogosto skušali oziroma so za svojo podobo pogosto poskušali uporabljati tudi arheološke nekatere in jih včasih tudi instrumentalizirali, za veličino naroda. To si predstavljam, če bi Nemci zdaj našli Nibelunški zaklad, bi to še povečalo njihovo samozadostnost in samovšečnost. Kako pomembni so bili v preteklosti? Vprašanje, če bi to počeli pred 70-80 leti mogoče, danes že drugače. Se že gleda drugače, ker pač imamo že tudi nove oblike identitet, ne samo nacionalne, imamo že različne mednarodne, oziroma multinacionalne oblike in podobno. Ampak hotel se reči, arheologija je začela kot veda, ki se jo je razumelo, da lahko prispeva k nacionalni preteklosti. Ne nazadnje, zato je bila tudi nagrajena, ker je končala v nacionalnih muzejih. To je pa res. Že od samih začetkov. Ampak so pa tudi tradicije, ki so tudi vezane na samo vsebino arheoloških najdb. Arheologija je regionalna veda, v marsičem. Tako da tisto, kar najdemo recimo na Slovenskem, interpretiramo najprej v nekem našem regionalnem okviru, se pravi tega prostora Avstrije, severne Italije, Balkana, panonskega sveta, ker tukaj imamo največje podobnosti. To bi bilo tudi moje vprašanje, ali obstaja nekaj takega kot slovenska arheologija? Obstaja oziroma arheologija slovenskega etničnega ozemlja, tako mogoče? Tako neposredno ne obstaja recimo arheologija Slovanov oziroma prednikov Slovencev, ki niso nujno samo Slovani, kot ena smer, če se tako izrazim. Seveda, na drugi strani država, ki mora organizirati službo za varstvo arheološke dediščine, seveda jo organizira znotraj svojega ozemlja. Se pravi, tu veljajo različni zakoni. Zdaj, prav
etnična arheologija je nekaj, kar se je sicer zelo, zelo pogosto pojavljalo tam še pred drugo vojno. Bilo je seveda ogromno različnih ideoloških zlorab, instrumentalizacij in tako naprej. Pa tudi, ne nazadnje, v marsičem se je lahko videlo tudi podporo nacističnim, fašističnim režimom v tem, ne, tako da po drugi vojni se je v marsičem to opuščalo oziroma se je spoznalo, do kakšnih napak in ekstremnih situacij lahko pripelje. Ja. Je pa res, da se je z recimo spremembo zemljevida Evrope od začetka 90-ih let naprej, ne, z nastankom številnih novih držav in tudi rečemo, dvigom novih oblik in novih pojavov nacionalizma, ne samo v Evropi, tudi v drugih delih sveta, ne, na nek način ponovno začela pojavljati takšna želja, ne, da bi poskušali dokazovati, da smo starejši, da smo bili na veliko širšem teritoriju, da smo drugačni od onih in tako naprej. Ne. Nekako se nažalost marsikaj ponavlja. Prej ste omenili, da so živali zelo prisotne, torej skoraj vsaka arheologija, kjerkoli je, ima torej najdeva živalske ostanke. Kolikšna je pa ta verjetnost teh živalskih ostankov pri nas na našem ozemlju? A je to drugače ali je to približno enako po vsej Evropi? Katere živali najdemo? Ker pred kratkim sem prebrala neko staro novico, kako so na Danskem našli mamo z otrokom, ki je bila na labodjem krilu, kjer je bil otrok na labodje krilo položen in se mi je zdelo tako nekaj lepega, a ne? Ker s tem tudi izvemo verjetno, kakšni so bili rituali, kako so pokopavali in tako naprej. No, živali se pojavljajo v povsem številnih različnih možnih oblikah, ne. Pojavljajo se kot, pa bodimo nekoliko trivialni, kot kuhinjski odpadki. Tudi to najdete? Seveda. Aha, se pravi, če je poleg neke kuhinje, ki jo najdete? Ne, so smetišča, kamor so ljudje niso smetili ravno v kuhinjah, kjer so kuhali, ne. Ker je to dan poti bilo, pa še organski odpadki so nevarni, ne, smrdijo vsaj, če nekaj drugega, ne. Ne. Ljudje, ki so bivali v nekih stalnih naseljih, so pač imeli določena področja, kamor so odlagali smeti, znali so zelo dobro, če tako rečem, klasificirati med smetmi, pač nevarne, nadležne smeti so šle malce dlje, koristne drugam. Naprej, ne. To je eden oblik. Druga stvar je seveda, ostanki živali seveda se pojavljajo recimo v okoliščinah, ki recimo dokazujejo lovske recimo dejavnosti, ne. Na sledovih živalskih kosti se da videti, prepoznati različne vrste orodij, ki so se uporabljala, da so te kosti oziroma meso z njih ali katerekoli druge. Avslezvali pa to, ne? Ja, potem živalski izdelki iz roževine so prisotni, ti so pač običajno za kakšna malce bolj posebna orodja, nakit mogoče in tako naprej, ne. Se pravi, tudi živali v nakitu, tako? Ja, seveda. Ja, to sploh nisem pomislila. Zobje živali so znali biti pogosti v nakitu, za različna orodja, tudi znajo biti oblikovani ti zobje, da imajo neko podobo in podobno. Se pravi, zdaj sva že šla na čisten drugo domeno. Ampak vidim, kako široka je pravzaprav arheologija. Tako da pojavljajo se tudi na nek banalen način, ker kot pravim, ljudje z bivanjem spreminjajo fizične lastnosti prostora, ekološke lastnosti prostora in ob tem se pojavljajo nove rastline, nove živali, ki se hranijo s temi rastlinami, nove živali, ki se hranijo z živalmi, ki se hranijo s temi rastlinami, ne vem, nove oblike žuželk in tako naprej. Mislim, neskončno je. In arheologija ima to metodologijo, da lahko potem dela iz tega zaključke in prepozna, kako je človek živel, s čim se je ukvarjal, približno. Mi imamo pač neke vrste pokazateljev, ki jih potem skušamo razumeti, zakaj so tam, zakaj so v tolikšni količini, kakšne so lastnosti teh pokazateljev, da potem iz tega povzamemo določeno interpretacijo o tem, kako je človek bival in ustvarjal na enem mestu. Kaj to govori o človeku? Ne? V vašem predstavitvenem filmčku oddelka ste lepo povedali, da je to ena najbolj interdisciplinarnih znanosti na Filozofski fakulteti, ker humanizmu daje
naravoslovje in naravoslovju daje humanizem. Ja, res je. Glejte, samo na našem oddelku, poleg tega, kar bi človek razumel kot temeljne arheološke predmete, ki so ponavadi organizirani po obdobjih, imamo tudi različne vrste vsebin iz kemije, fizike, računalniških tehnologij. Recimo danes je zelo napredovala tehnologija daljinskega zaznavanja, ko z različnimi satelitskimi posnetki, aeroposnetki in še drugimi tehnologijami lahko opazujemo površje Zemlje, najdemo številna nova najdišča, jih dokumentiramo ponekod celo centimeter natančno iz letala. To je presenetljivo, ker na Filozofski fakulteti si nekako ne predstavljamo takih tehničnih pripomočkov, pa takih naravoslovnih znanosti. Ja, naši študenti imajo predavanje na biotehniški fakulteti, na naravoslovni, tehnički. Naši sodelavci zunanji so kolegi tudi iz fakultete za matematiko in fiziko. Je res, naš študent mora, če tako malce za hec rečem, iz 4. latinske deklinacije teči na prepoznavanje živalskih kosti. Odlično. Odtod pa teče na digitalno kartografijo. Odlično. Je res, srečujejo se z številnimi, lahko bi kar rekel, epistemološko različnimi znanstvenimi procesi in to jim na eni strani je to, ni tako lahko, jim pa daje eno tako zelo pomembno širino, v tem, da so sposobni tako naravoslovne in tehnične vsebine združevati z recimo humanističnimi, družbenimi vsebinami in tudi oblikovati razlago oziroma interpretacijo, ki je arheološka, ki ni zgodovinska, ki ni antropološka, ampak je res arheološka, v tem smislu. Mene pa zdaj še čisto iz praktičnega vidika zanima, ko na primer arheolog naleti na neko najdbo. Kakšen je protokol? Kaj naredi? Komu to pripada? Kaj se zgodi s tako najdbo? Vse najdbe, ki so najdene pri nas, govorim zdaj v Sloveniji, so javna last. Zdaj, to je poseben upravni postopek, ki ureja te stvari. Ne glede, če na domačem dvorišču najdem, je to... So potem seveda razlike med nečim, kar lahko posestvuješ oziroma kar si lahko lastiš. Ampak zdaj niti ne bi šli v to, ker so pravno definirane zadeve. Hočem povedati, za to skrbi služba posebna, to je Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je edina ustanova, katere mnenje, strokovno mnenje velja, ko ta ustanova oziroma njeni strokovnjaki proglasijo nekaj za arheološko najdišče. Če jaz kot arheolog nekaj najdem, ampak ker nisem iz te ustanove, jaz obvestim pač to ustanovo in potem njeni strokovnjaki pridejo na teren in rečejo, ja, to je arheološko najdišče, in potem to arheološko najdišče je registrirano v registru kulturne dediščine in če ni nobenega ogrožanja te dediščine, če pač to nekje nekdo našel v gozdu ali na vrhu hriba, kjer se ne pričakuje nekih spreminjanj prostora v naslednjih nekaj letih, potem je to najbolje zavarovano tako, kot je, v naravni obliki. Ker če je preživelo nekaj tisoč let v nekem relativno stabilnem fizičnem, kemičnem okolju, nemoteno, in če ni nekih razlogov, da bi mi kaj to zmotili, potem se to registrira in to je. Seveda, ko je pa enkrat v registru, pa v primeru, če prihaja do prošenj za gradbena dovoljenja oziroma za takšne ali drugačne spremembe prostora, potem zavod izdaja različne tako imenovane kulturno-varstvene pogoje, ki jih morajo potem ljudje spoštovati, da bi v tem postopku recimo dobili gradbena dovoljenja. Skratka, za običajnega, nearheološkega občana, če tako rečem, ki najde slučajno nekaj, je običajna pot, da obvesti recimo ali zavod ali nek najbližji muzej. Potem bodo že te ustanove poskrbele, da bo na pravi naslov prišlo. Katera je pa naša najstarejša najdba tako na Slovenskem, oziroma katere so verjetno še pred rimskim časom, mi največkrat v mestu vidimo to, kar je ostalo iz rimskih časov ali pa potem tudi kasneje. Katere so pa najstarejše take najdbe v Sloveniji?
Če se ne motim, gre za ene par pestnjakov iz okolice tam Dragomlja oziroma te lokacije, kjer je jedrski reaktor, tale poskusni. Skratka, no, tam so našli nekaj pestnjakov pri gradnji avtocest oziroma pri arheoloških raziskavah pred gradnjo avtocest, ki sodijo tja v starejši paleolitik, se pravi v starejšo kameno dobo, tam nekje 250-300 tisoč let. Recimo, ne. To so najstarejše, če sprašujete. Ampak tudi tukaj je težko namreč reči, zakaj najstarejše. Namreč kot prvo, iz tako starih obdobij nimamo najdb, ker je bilo površje takrat precej drugačno. Drugačno je, ja. In tisti sedimenti, ki so takrat bili na površini, na katerih bi se najdbe nabirale, so danes bodisi povsem uničeni, odplavljeni od rek. Največkrat so odplavljeni, ki so jih reke odplavile. Erozija odnesla, tako da mi imamo relativno mlado površje, kar se tiče arheoloških obdobij. Ne? Ampak imamo paleolitske najdbe, se pravi starejše kamenodobne najdbe so se pri nas pojavljale že zelo zgodaj, no in prve študije je že doajen slovenske paleolitske arheologije Srečko Brodar s Potočko Zijalko in kasneje še z drugimi najdišči pokazal, ne, na to starost. Ne. Tako da praktično imamo, ne vem, okrog 100 paleolitskih najdišč danes v Sloveniji, potem pa sploh gre na tisoče za različna obdobja. Tako da, ne vem, pri nas je izjemno bogata prazgodovina, zlasti bronasta in železna doba, kjer bi težko rekel, koliko najdišč je. Še zadnje vprašanje. Nekaj tisoč registriranih. Registriranih. Ocenjujemo, da imamo nekje registriranih 6 do 10% dejanskih najdišč. 6 do 10% najdišč poznamo od recimo približno 100%. Svoje dela za arheologe je še ogromno. Dela za arheologe je tudi z nami nastaja delo, katera arheologija se ukvarja tudi z novimi obdobji, z prvo in drugo svetovno vojno. Vedno več je tega, kar bodo arheologi morali vedeti. Ne samo to, kot sem rekel, vsaka veda na svoj način odkriva človekovo preteklost, ima svojo dimenzijo, komponento v preteklosti. Preteklost je, lahko rečemo, multiznanstvena v tem smislu. Ja. In arheološke raziskave se dogajajo tudi na najdiščih, če jih tako imenujem, ki so stara 50 let. Naša slovenska zakonodaja govori o tem, da so arheološke najdbe načeloma vsi materialni ostanki, ob določenih pogojih seveda, ki so starejši od 100 let. Ne? Tako da vidite, da je to ogromna količina. Mislim, odkritja so pomembna recimo tudi za srednjeveško Ljubljano. Ne? V zadnjih 20 letih je bilo odkrito kar nekaj v sami Ljubljani krajev in ostankov, ki govorijo o Ljubljani oziroma o naselju na tem mestu iz 9., 10., 11. stoletja, se pravi 200-300 let, preden se prvič omeni kot Luvigana. V virih. Tako da imamo to obdobje po koncu Emone, ne, ko se očitno naselje preseli, ali pa bolj jedro naselja preseli na drugi breg Ljubljanice, pod Grajski grič. Ne, in seveda se formira novo jedro, ne, naselbinsko jedro. Ne. Ampak še pred Emono imamo prazgodovinsko naselje na Gradu, na Grajskem griču, kar nekaj njih, ne. In tako naprej. Tako da, to je, kot pravim, mislim, da imamo v Sloveniji registriranih tako ali drugače, tam okrog 10 tisoč najdišč, ampak to je slabih 10%, od kolikor jih približno ocenjujemo, da so. Ne. Zdaj pa še mogoče tako, vam se bo zdelo mogoče brez veze vprašanje, ampak ali lahko živali pomagajo pri iskanju arheoloških ostankov? Zanimivo vprašanje. Ja, pomagajo. No, mislim, z vohom ali s temi orodji pač, ki jih imam. Mislim, da sem predvsem na pse. Ja, celo so metode. Poznamo eno kolegico z univerze v Zadru, ki se je specializirala tudi za to vrstno odkrivanje najdišč s pomočjo psov. In kaj recimo lahko pes prepozna, kakšna kovine ali tisto, kar je bilo živo? Ne, mislim, da so se tam v teh primerih psi odlično odzvali na prepoznavanje človeških ostankov. Ne, tako da je zgodnje srednjeveške grobove, recimo, ali pa srednjeveške grobove, grobišča, če tako rečemo, ne, na ta način bilo odkrito. Ampak to je en izjemen primer, moram reči. Ne. Izjemen primer.
Več ne vem, no, da bi vam lahko zdaj. Vem, da je to resna stvar, da tukaj že nekajkrat predstavila svoje rezultate in metode na različnih znanstvenih srečanjih. Recimo, to je tak najbolj neposreden primer, ker so živali udeležene. Ne. So pa seveda živali so bolj najdba kot tisti, ki iščejo. Ja, največkrat so najdba. Ne. Lahko pa prav zaradi tega, ker neke živali so nekje, ne, nam da signal, da je tam nekje tudi verjetno za pričakovati arheološka najdišča nekega obdobja in tako naprej. Ne. Tako da mislim, da smo veliko izvedeli o arheologiji, predvsem, kar je zame presenetljivo, kako široka veda je to. Prišla sem s predstavo, da je to veda, ki se ukvarja zgolj z izkopavanjem nekih takih lepih stvari, pa z dinozauri, recimo, to bi še dala zraven, ampak kako široko je to, so nam pa zdaj res lepo prikazali in predvsem povedali, mogoče kako nam... Za ilustracijo tej širini. Ne. Zadnjih 15 let se recimo močno razvilo naravoslovje arheologiji, tako da se tudi naši sodelavci delajo DNA analize po sestavi, kemični sestavi nekaterih stvari v človeških ostankih se da ugotoviti, recimo, a je ta oseba prišla od drugod, ker se recimo... Ker ima drugačno genetsko zasnovo. Ne, ker se je drugače, recimo, zamislite si nek scenarij, ko nek ženin ali nevesta se s poroko preselita 500 km stran. To se da ugotoviti, zato ker sta ti dve osebi ali ena od njih 20-30 let jedli drugačno hrano, ker sta živeli v drugih okoljih. In ti sledovi drugačnega prehranjevanja se ostanejo na biomolekularni ravni. In tako smo recimo, ne mi osebno jaz, ampak številni kolegi so recimo ugotavljali, kako so potekale recimo te individualne selitve skozi poroke, skozi ugrabitve, skozi talce. Ne. V preteklosti je bilo pogosto, če so se recimo različni knezi kaj pretepali, zmagovalec je poražencu vzel talce, njegovo žlahto običajno, ne, in na ta način imel garancijo, da ne bo ta poskušal kaj narediti. Ja. No, skratka, takšne situacije se dajo kar dobro odkriti s tako imenovanimi težkimi izotopi, ne, da so ljudje prihajali od drugod, oziroma da so velik del življenja preživeli drugje. Ne. Biološki stres nosečnosti je moč ugotoviti na zobeh. Zdaj, v prihodnje, če ne bom vedela, ali je nekdo etnolog, ali je farmakogenetik, ali je zdravnik, ali je zgodovinar, ali je naravoslovec, potem je zagotovo klasični filolog, ja. Potem je zagotovo arheolog. Res se mi zdi, da je to en lep poklic, pa zdi se, da zelo zahteven in kot ste rekli, na novo se učite novih stvari, saj to se v vsaki znanosti, ampak učite se tudi drugih znanosti, ki niso primarno bile del vaše vede. Jaz se vam zahvaljujem za kratek pogovor. Vidimo, da je arheologija taka veda, ki nam pomaga razumeti človeka, seveda ni pa edina. Ne, je pa naša obzorja v preteklost so naša. So vaša. In naj tako ostane. Ne, seveda se učimo tudi od drugih, ne. Ja. Ampak enostavno govorimo drugačne zgodbe. Tukaj, dajmo reči, govorimo o preteklosti, različni strokovnjaki na različnih valovnih dolžinah. Za to gre. Ne. Prihaja do občasnih vozlov med temi valovnimi dolžinami, ampak na svoj način pove nekaj, kar oni drugi ne more. Odlično. Ja. Hvala lepa. Ni zakaj. Hvala vam za povabilo.